lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani gospe in gospodje. Jaz bi samo naredil en kratek uvod vezano na predlog te spremembe zakona in v tem uvodu se moram vrniti nekaj let, ne tako malo, torej skoraj 20 let nazaj. Mnogi starejši tukaj med nami se boste spomnili, da se je Slovenija v letih 2000, tam nekje do leta 2004, intenzivno pripravljala za vstope v dve ključni organizaciji za našo takratno državnost, torej za Evropsko unijo in pa za vstop v zvezo NATO. Tako se je v letu 2001 do 2003 intenzivno spremenila tudi zakonodaja na področju obrambe, kjer je ena od ključnih stvari, ki smo se takrat odločili, bila ta, da se postopoma ukine naborniški sistem. Tako je takratna vlada v letu 2001 sprejela zakon in seveda ne samo enega in ustrezne podzakonske akte, kjer je opredelila, da se bo zadnji nabornik oziroma da se bo zadnja evidenca naborništva vršila do decembra 2003, zadnje naborništvo pa se ne bi izvedlo do junija leta 2004. Skrajni roki, ki bi na nek način končali ta sistem, so bili opredeljeni za leto 2010, torej v letu 2010 naj bi bila obveznost služenja v rezervi tudi formalno končana. Kasneje bi izpostavil ključen datum, ki je za oblikovanje zadostne, ali pa bi rekel zadostne in potrebne vojaške opremljenosti, sposobnosti, predvsem pa zagotavljanja kadrovskega potencijala, leto 2012. V letu 2012, se boste mnogi spomnili, je takratna vlada, v kateri sem sodeloval tudi sam, sprejela doktrino strateške rezerve. Samo da nam se pravi dokument, verjetno poznate, doktrina vojaške strateške rezerve v Sloveniji, ki je bila sprejeta na osnovi sprejetega dolgoročnega programa razvoja in usposabljanja Slovenske vojske, ki velja do leta 2025. Kaj je bilo ključno v tej doktrini? V tej doktrini je bilo ključno to, da se je že takrat ugotavljalo, da ob nenehnem padanju števila pripadnikov Slovenske vojske, ob relativno velikem rezanju sredstev za Slovensko vojsko in pa predvsem tega, da ni bilo nekega zagotovila ali pa ni bilo nekega upanja, da se to upadanje pripadnikov Slovenske vojske ne bo nadaljevalo, je potrebno vzpostaviti nek sistem, neko formo, neko formacijo, kjer bi v relativno kratkem času, doktrina govori v obdobju enega leta, lahko zagotovili zadostno število usposobljenih ljudi, fantov in deklet seveda, ki bi v primeru spremenjenih varnostnih razmer bili sposobni braniti domovino. Ta doktrina vojaške strateške rezerve je v svojih številkah opredeljevala cirka 25.000 dodatnih pripadnikov, torej številka ni majhna, številka 25.000 dodatnih pripadnikov, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti v obdobju enega leta, torej v relativno kratkem času. Dovolite mi, da preberem enega od ključnih stavkov iz te doktrine, ki pravzaprav pove vse, kar smo s to doktrino želeli takrat zagotoviti, ki govori takole. Sposobnost države za učinkovito oblikovanje oziroma učinkovito odzivanje na vojaške grožnje bo odvisna predvsem od zagotovitve pogojev za pravočasno preoblikovanje Slovenske vojske z vidika njene popolnjenosti, opremljenosti, organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti. Torej, če gremo od besede do besede, tega ne bom razlagal, to novinarji dobro veste, kakšna je popolnjenost, je znano že kar nekaj let, pripravili smo tudi nekaj grafov, z teh grafov se lahko vidi, kako ta popolnjenost pada, kakšna je opremljenost, tudi nima smisla razlagati, kakšna je usposobljenost, največ o tem povedal ocene, ki so jih v zadnjih 2 let dale mednarodne primerjave oziroma mednarodni tuji NATO-vi ocenjevalci. In lahko rečem, da se na žalost od leta 2012, torej od sprejetja te doktrine, na tem področju ni zgodilo nič.
Torej, logistično, tehnično povedano, lahko rečemo, o tem bo kasneje povedal več gospod Mahnič, lahko povemo, da smo danes sposobni sprejeti recimo 600 dodatnih nabornikov, ali pa morda v najboljšem primeru ob nekih zelo hitrih preureditvah 900 do 1000 teh ljudi, da smo daleč od tega, da bi bili sposobni v enem letu zagotoviti 25 000 dodatnih pripadnikov in da seveda je potrebno na tem področju nekaj storiti. Nam v SDS-u je glede tega zelo žal, da ni bilo pravega odziva na naš predlog, na našo pobudo izpred 4 let, torej leta hitro minevajo, pred slabimi 4 leti smo dali pobudo o ustanovitvi tako imenovane nacionalne garde. Ta koncept bi bil v tistih letih še izvedljiv, danes po 4 letih so zadeve zopet precej drugačne, ta koncept v tem trenutku ni več izvedljiv, zato smo se v stranki odločili, da predlagamo reaktivacijo naborniškega sistema. To reaktivacijo naborniškega sistema je mogoče doseči z spremembo zakona o vojaški dolžnosti. Zadeva je relativno enostavna. Na podlagi preverjanja mnenja v javnosti moram reči, da smo presenečeni, da kar precej velika večina tistih, ki so se na te ankete odzvali, tako spremembo podpira, torej ljudje podpirajo ponovno uvedbo naborniškega sistema, seveda v drugačnih rokih. In zato mislim, da je čas, v katerem živimo, torej čas, ko so varnostne razmere, ko so zadeve v ne tako daljni naši okolici Evrope precej kritične, pravi, da poskušamo z novo pobudo, da poskušamo pritegniti ostale parlamentarne stranke in da na področju obrambe res naredimo nek korak naprej, kajti zadnjih 10 let lahko rečem, da smo korakali predvsem nazaj. Toliko v uvodu z moje strani, same konkretne zadeve spremembe zakona pa bo podal gospod Mahnič. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa hvala za udeležbo, kot je že bivši obrambni minister, kolega Aleš Hojs, smo v Slovenski demokratski stranki žalost gledali zadnjih 6 let, kako je pod vlado Mira Cerarja, sedaj pa tudi naprej pod vlado Marjana Šarca, Slovenska vojska propadala in sedaj še bolj pospešeno propada. Moje napovedi, da bodo šli spreminjati številko za stalno sestavo iz sedanjih 8000, kar je cilj, na nekaj čez 6000, so se uresničile, to bomo videli v torek, ko bo predstavitev bele knjige obrambe Republike Slovenije. In po našem trdnem prepričanju ta številka ne zadošča več za obrambo Republike Slovenije v primeru vojaškega napada, niti ne za učinkovito delo v miru, za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske. Predvsem pa je problematično dejstvo, da v primeru oboroženega napada praktično nimamo mlade generacije in pa tudi čedalje manj srednje generacije, ki je služila vojaški rok, da bi znala rokovati z orožjem in poznala tiste osnovne vojaške tehnike. Poskušali smo s tem, da se zagotovi 2% BDP-ja za obrambo, kar je potrebno, če želimo imeti profesionalno vojsko popolnjeno, da imajo vojaki takšne plače, da se mladi tudi potem odločajo za tak poklic. Žal nismo bili uspešni. Ko je bila številka vojske še nekaj nad 7000 stalnih pripadnikov in okrog 1000 rezervne sestave, smo predlagali uvedbo nacionalne garde, ki bi glede na številke, ki so takrat bile, lahko opravljala svoje naloge. 4 leta je sedaj od tega predloga minilo, ni bil uresničen, zato sedaj tudi ta predlog čedalje manj pride v poštev. Glede na javno mnenje, glede na vse podlage, glede na vse izračune, ki jih imamo, obstajajo v grobem 3 možni načini služenja oziroma popolnjevanja vojske. Prvo je prostovoljno služenje vojaškega roka, se pravi poklicna vojska, kot jo imamo sedaj, kjer se državljani prostovoljno odločijo. Druga je selektivna vojaška dolžnost, kjer država za vsako leto določi, koliko mladih mora iti služiti vojaški rok oziroma na temeljno strokovno vojaško usposabljanje in v primeru, da jih ni dovolj, se potem naredi žreb. Takšen sistem ima Švedska. In pa tretja je splošna vojaška dolžnost, po domače naborništvo, in v Slovenski demokratski stranki bomo danes vložili zakon, kjer predlagamo, da se ponovno uvede naborništvo oziroma splošna vojaška dolžnost.
Kako bomo to naredili? Takrat, ko se je odločilo za profesionalno vojsko, ko se je vodil projekt Provoj, ki je bil resničen tam nekje do 40%, se pravi profesionalizacija Slovenske vojske, se je zamrznilo izvajanje zakona o vojaški dolžnosti, tako da se je sprejelo člene od 62a naprej, ki je postopoma ukinjal vse tiste postopke, ki so bili potrebni, da se je naborništvo izvajalo. In mi v tej noveli predlagamo, da se črta vse člene, ki so takrat zamrznili izvajanje zakona o vojaški dolžnosti. Predlagamo, da vojaški rok traja 6 mesecev, ukolikor pa se kdo odloči za civilno služenje vojaškega roka, v primeru ugovora vesti, pa le to traja 2-krat več, se pravi, tisti, ki se odloči za civilno služenje, mora civilno odslužiti 12 mesecev. Vojaška dolžnost pomeni naborno dolžnost, dolžnost služenja vojaškega roka in pa potem tudi biti v rezervi. Vojaški obveznik državljan postane 17 leti, potem v koledarskem letu, ko dopolni 18 let, tako kot zakon že prej je predvideval, se izvede nabor. Potem pa gre služiti vojaški rok, praviloma v letu, ko dopolni 19 let. Če po srednji šoli nadaljuje študijem, gre po končanem študiju oziroma najkasneje pri koledarskem letu, ko dopolni 27 let na služenje vojaškega roka, ukolikor študij še nadaljuje, pa potem takrat, ko študijem zaključi. Vse detajle, kako zadeva poteka, kako bi priprava potekala, seveda uredi vlada, tako kot pač zadevo vidi, svojimi uredbami. Predvsem pa je pomembno, da predlagamo, da se služenjem vojaškega roka, da bi imeli zakon v veljavi s 1. septembrom 2020. V Slovenski demokratski stranki vidimo ponovno uvedbo naborništva pozitivno, kajti večji nabor posameznikov pomeni tudi lažje popolnjevanje enot, osnovno vojaško znanje državljanov, osnovno usposobljenost in pa tisto, kar želimo doseči, glede na to, da imamo sprejet zakon, ki se mu reče oziroma doktrino o vojaški strateški rezervi, da imamo dovolj številčno rezervo. Prav tako naborništvo pomeni odvračanje vojaških groženj, krepitev domoljubja, krepitev narodne zavednosti in pa predvsem tudi boljše psihofizično stanje in pa pripravljenost državljank in državljanov. Obvezno bi bilo za moške, ukolikor pa bi se želele pridružiti služenju vojaškega roka tudi ženske, pa je seveda to v njihovi prostovoljni odločitvi. Kar se tiče samih kapacitet, bi morali z nekaterimi dodatnimi finančnimi sredstvi posodobiti nekatere kapacitete v Bohinjski Beli, Vipavi, Postojni, Novem mestu. Kar se samih stroškov tiče, stroški logistične zagotovitve so ocenjeni na nekje 10 milijonov evrov, stroški na kadrovskem področju pa na približno 23 milijonov. To so podatki Generalštaba Slovenske vojske, se pravi ponovna uvedba naborništva bi stala nekje dobrih 30 milijonov evrov, kratkoročno, dolgoročno pa računamo seveda, da bi bili ti stroški nekje na ravni, kot so bili tudi pred vstopom Slovenije v Zvezo NATO oziroma pred opustitvijo naborništva. V Slovenski demokratski stranki vidimo Slovensko vojsko kot zmagovito vojsko leta 1991, ki je osamosvojila slovensko državo, vidimo jo kot branik slovenske samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti, kot branik vseh treh konstitutivnih stebrov države, predvsem pa jo vidimo kot tisto vojaško silo, ki mora biti Republiki Sloveniji v ponos. Žal i danes ni, pa ne zaradi pripadnic in pripadnikov, ki so odlično usposobljeni, ki so s srcem zraven, žal ne zaradi finančnih sredstev, ki jih je čedalje manj, ampak predvsem zaradi narodnega ponosa in pa pripadnosti domovini. In pa vidimo Slovensko vojsko kot vojsko, ki ima profesionalno jedro, ki je še vedno združena v dve brigadi. Prva brigada, ki pokriva zahodni in posrednji del Slovenije, in pa 72. brigada, ki pokriva vzhod, in pa obvezno služenje vojaškega roka, ko mladi grejo na
naborništvo in pa potem tvorijo močno in pa številčno rezervno sestavo, s katero se potem popolnjuje tudi stalna vojska. Če me vprašate o finančnih sredstvih, vsa ta finančna sredstva, ki so se vlagala v Slovensko vojsko v zadnjih letih, katerih je res, da jih je več, vendar se nikjer ne poznajo. Številčnost nam pada, opremljenost je slaba in s tem denarjem, ki ga je aktualna vlada vložila v zadnjih 2 letih v vojsko, bi mi že zdavnaj lahko naborništvo imeli. Glede na to, da idejo podpirajo tudi nekatere stranke, tako imenovane levice, tudi nekatere koalicijske stranke, računamo, da bi lahko v prvem branju bil zakon sprejet. Možnost je sedaj na mizi in da seveda potem nekatere finese še izpilimo in pa da ponovno uvedemo vojaško dolžnost. Seveda pa je vlada tista, ki pa na koncu samo izvedbo in vse skupaj lahko uredi v svojih aktih. Upamo, da bo to prineslo pozitivne spremembe, predvsem pa Slovensko vojsko, na katero smo ponosni, katera lahko deluje v miru, predvsem pa katera lahko tudi s polno sposobnost sodeluje v primeru oboroženega napada na državo. To bi bilo z najne strani vse, če so pa še kakšno vprašanja, bova pa z veseljem na njih odgovorila. Če pa kakšno vprašanja? Večkrat aktualno, če navežemo na tale Irak, pa to nam včeraj premijer Šarec rekel, da bi bilo bolje, če bi takrat, ko se je odločilo o